Pretekli teden smo v slovenski Istri, pa tudi drugod na severni polobli, doživeli vrhunec letošnjega poletja. Zanimalo nas je, kako je letošnje nestabilno vreme vplivalo na rastline, kakšni so izgledi v istrskih oljčnikih in vinogradih in kakšne so napovedi za letošnjo letino grozdja in oljk. Obiskali smo vinograd družbe Vina Koper v Izoli, kjer zaenkrat letošnji letini grozdja kaže dobro. Na današnji dan kaže, ena poprečna letina. Kaj pa se bo zgodilo vnaprej, ne vemo. Če ne bo nekih ujm ali pa nekih nepredvidenih stvari, bi mogla biti ena, da rečem, solidna poprečna letina. Govorimo o kvaliteti ali tudi količini? Govorimo o kvaliteti in količini, ne? Ker je ni prenaloženo, v bistvu je glih prav. No? Tako da računamo, naj bi bila količina in kvaliteta oboje skupaj. V teh vročih dneh najbrž ne potekajo nobena dela v vinogradih. Katera so bila zadnja in kaj vas čaka naslednje? Nekaj del še vedno poteka. Opravljamo zadnja škropljenja v bistvu v vinogradih in tudi neka zelena dela, ampak v bistvu tam do 10-11 ure, potem se ne da več, samo zjutraj. Pridejo delavci prej, tako da lahko v boljšem terminu opravijo delo. Katere sorte grozdja pa so tukaj recimo v tem vinogradu v Izoli? Tukaj imamo največ malvazije, potem je nekaj merloja in nekaj šardoneja. V glavnem je malvazija. Sorte so najbrž prej izbrane glede na lego, glede na klimo, ali na podlagi česa izbirate recimo sorto, ki bo rasla na določenem področju? Ja, v glavnem se prilagajamo zahtevam sorte, no, in sadimo sorte, kjer jim paše določene lege, ne. Tako da gremo z nekimi refoški, gremo bolj v hribe, malvazije pa neke srednje lege, tako da dosežemo maksimum, ne, maksimalno kvaliteto. Kar se tiče bolezni, je bilo letos kaj kazati ali so trte zdrave? Če delaš vse prav, ne, če te kaj ne zafrkne, potem lahko je zdravstveno stanje v redu. Je pa problem letos v dolinah, kjer so velike rose in malo več dežja, z peronospor, recimo, zdaj to pozno, ali pa celo z kapjo vinske trte, ne, ker tudi odmiranje trt se pojavlja, posebno pri refoškem kaberneju. Drugače si obnavljate tudi vinograde redno, oziroma na koliko let se to dogaja? Mi obnavljamo vinograde na 25 do 30 let, tako da tudi letos smo obnovili 16 hektarjev in se prilagajamo tudi z sortnim sestavom in tudi potrebam trga in tudi vinograde, ki so iztrošeni, da jih zamenjamo. Kar se tiče kvalitete vina, koliko so se v zadnjih letih spremenile v bistvu že tehnologija same pridelave, oziroma kje je več poudarka na sami pridelavi ali potem na tehnoloških postopkih predelave, torej zorenja vina in ostalega? Mislim, da je pomembno oboje, ne. Prvič mora biti grozdje dobre kvalitete, da potem tudi vino pride tako, kot pričakuješ, ne. Drugače, na Vina Kopru imate koliko različnih leg tukaj po obali? Mi imamo 10 lokacij, na 10 lokacijah, ki se razprostirajo od Debelega Rtiča pa do Sečovelj, v bistvu od italijanske do hrvaške meje, tako da smo raztrešeni po celi obali. In koliko pridelka oziroma koliko vina pričakujete, recimo, lahko napoveste, koliko litrov vina bi morda iz tega, kar se danes vidi, bilo jeseni? Kar se tiče naše proizvodnje, nekje dobre 3 milijone litrov vina. To so vina različnih kakovosti, ne? To so različnih kakovosti, različnih sort, v bistvu vse, kar pridelamo v naših vinogradih. Torej, postopek po tem, ko oberete in ko stisnete, potem odločitve, kakšne kakovosti bo vino, to bazira na tehnološkem postopku ali to bazira na tem, da se vino poskusi in potem opredeli, kam bo šlo, v katero sorto, kako to poteka? To se v bistvu že v vinogradu se oceni, katero grozdje bo kam šlo. Tako da se reče, to grozdje bomo pobrali za to kvaliteto, to za to, tako da
v bistvu že iz vinograda vemo, kam bo šlo to grozdje in kakšno vino se pričakuje iz tega. Ali so razmere podobne, recimo k vašim razmeram v vaših vinogradih, pri drugih tudi so trte večinoma zdrave letos? Mislim, da ja, v bistvu ne hodim gledati po drugih vinogradih, ampak se ne čuje za neke večje težave. So pa pridejo neke mikrolokacije, ki so bolj zahtevne in tam je treba biti malo bolj pazljiv. Na izolskem podeželju v Kortah na višini 200 metrov Matej Korenika na ekološki in biodinamični način prideluje tako grozdje kot oljke. Pri njih, pravi vinar in oljkar, je letošnji letnik zaenkrat zahteval precej pozornosti. Letnik 23 je bil zelo zahteven letnik, oziroma je še zmeraj zahteven letnik, ker za razvoj bolezni, se pravi prenos parvoidija, smo imeli idealne pogoje. Padavine, maj, junij, zdaj je visoka vlaga, visoke temperature, se pravi zdaj je razvoj oidija. Tako da mi osebno smo imeli na 2 legah manjši napad peronospore in pa na eni legi smo imeli en kar konkreten napad oidija. No. Tako da zahteven letnik za nas vinogradnike, s tem, da vse kaže, da zna biti boljši letnik od lanskega, no, vsaj kar se tiče padavin, je bilo bistvena razlika. Vi sicer pridelujete ekološko in tudi biodinamično? Ja, mi smo v bistvu tle v slovenski Istri smo samo 2 kmetiji, certificirane Demeter. Mi smo največja, oziroma mi smo ena večjih kmetij, ki je certificirana Demeter v Sloveniji. Je razlika na kratko, jaz zmeraj rečem, med ekološkim in biodinamiko je v tem, da biodinamiki stremimo, da vsi naši procesi, se pravi od proizvodnje do steklenice in stekleničenega vina, če gledamo, so živi. Ne? Tako da je pač ta naša želja imeti vse živo, nas loči od ostalih predelovalcev. Biodinamično kmetovanje temelji na navodilih, ki jih je razvil avstrijski filozof Rudolf Steiner, ki je leta 1924 v Nemčiji organiziral poljedelski tečaj za velike kmetovalce, na katerem je opozoril na resne posledice uporabe kemičnih sredstev, umetnih gnojil in škropiv v poljedelstvu ter opozoril na nujnost spoštovanja naravnih ciklov. Poleg tega se pridelovalci pri biodinamičnem kmetovanju ravnajo po luninih ciklih in položaju planetov, saj verjamejo, da je Zemlja živ organizem in sestavni del vesolja, torej v soodvisnem odnosu do ostalih nebesnih teles in njihovih gibanj. Zdaj, na zvezdah in temu, če gledamo samo luno, se lahko vsak pač zanese na luno. Ne? To so delali že stari ljudje. Enostavno mi stremimo še k temu, da gledamo planete, konstelacije, v kakšnih fazah so. Če se le da na našo velikost, pač je včasih treba tudi kakšno stvar preskočiti, ker ne uspemo v 3, 4, 5 dnevih končati vse postopke. Kar mi dodajemo, v bistvu so te biodinamični preparati, ki jih dodajemo v komposte in pa škropimo po sami zemlji in po rastlinah. Najbolj znana 2 preparata, v bistvu, ki sta v biodinamiki, sta gnoj iz roga in pa kremen iz roga. Tako da gnoj iz roga se v bistvu škropi po zemlji in s tem mi oživljamo oziroma dajemo neko energijo, bom rekel, rastlini preko koreninskega sistema. Preparat 501, se pravi kremen iz roga, je pa preparat, katerega škropimo po listju rastline v zgodnjih jutranjih urah. In tako v bistvu damo spet neko povezovanje kozmosa, se pravi planetov in pa naših rastlin. In od kdaj uporabljate te postopke? Mi smo začeli ekološko leta 2006 in leta 2010 smo se vključili v postopek certifikacije Demeter. In recimo, najbrž se že od prej ukvarjate z vinogradništvom in oljkarstvom. Kakšne razlike opažate v tem času? Velika razlika je bila iz konvencionalnega, oziroma mi prej smo bili, če gledamo tako, jaz bi bil zdaj 4. generacija, ki se ukvarja s tem, če ne bi bilo vmes 50 let nekega socializma, rečem s tem, ki pač ni dovolil razvoj kmetijstva v Sloveniji, oziroma tako kot v bivši Jugoslaviji. Razlika je bila med konvencionalnim, oziroma mi smo bili že takrat vključeni v integrirano kmetijstvo. Do ekološkega je bila velika razlika, predvsem za nas v naših glavah. Zato, ker ko ti končaš šole, končaš študije, izobraževanja,
v bistvu imaš nabito glavo z nekimi informacijami, ki prihajajo iz nekega tehničnega, tehnološkega zornega kota. Ko začneš ekološko, lahko začneš razmisliti malo svojo glavo. Ko greš pa v biodinamiko, jaz mislim, da se moraš cel resetirati in začeti še enkrat, tako kot so delali naši nonoti. Ne? Če mi razmišljamo, ko so delali nonoti so delali prav. Ne? Oni niso, kako bi rekel, oni so spremljali naravo, ne? Oni so poslušali naravo. Jaz, ko vidim zdaj recimo letos, ki so bile pač te zbirne vloge, ne? Da dobiš ti neka nepovratna sredstva za škropljenje, če moraš dati vnaprej škropilni načrt. Ne? Jaz vsakemu rečem, jaz ne morem dati mojega škropilnega načrta za 1 leto naprej, zato ker jaz ne vem, kakšno bo vreme. Ne? In mi smo lani škropili 3-krat trte, letos smo škropili 8-krat, še enkrat bomo bili 9-krat noter, ne? Ker pač je bil dež. Smo imeli neke napade z boleznimi, kot sem rekel, lansko leto teh bolezni zaradi suša ni bilo. In kako zdaj, če bomo mi uniformirati naravo? Ne? Narava, bi rekel, lepota narave je v temu in tudi naši potrošniki, naši vozniki razumejo, ne, da vsako leto je drugačno. Ne. Vsaka stvar ima nekaj svojega, ker lani je suša, letos sta dež, ki sta bila na začetku sezone, ne moremo reči, da so letniki niti podobni. Ne. In glih to je, bom rekel, nekako bilo gonilo ali nekaj, da me peljalo v bistvu v to biodinamiko, ekološko in biodinamiko, da sem iskal nekaj, kar lahko dam potrošniku res iz naše zemlje, iz našega teruarja. Tle mi imamo soline, moj nona zmeraj govori, tle zemlja je nizka, ne? V stilu imamo ogromno kamna, ne? Mi moramo vse to izkoristiti. In na ta način mislim, da lahko damo res potrošniku nekaj maksimalnega, kar zemlja v Istri ponuja. Tudi na kakovosti se pozna, je vino in olje drugačna po okusu, oziroma ima ta druge lastnosti, če sta pridelana po biodinamičnih načelih. Zdaj pozna se že sama trta, kako raste. Že sama trta, razvoj trte, velikost grozda, velikost lista je drugačna. Samo kakovost vina, bom rekel, je pa v tem, da mi v grozdje spravimo bistveno več energije. Imamo tudi višje sladkorne stopnje po nekem načelu in na kraju imamo vina, ki so bolj harmonična, bolj uravnotežena, bolj polna, bolj bogata. In kar je razlika v naših vinih, recimo, so vina, ki se zelo lepo starajo. Ne? So vina z vso to harmonijo, ki jih imamo, mi jih lahko držimo v steklenici 5, 10, 15 let z lahkoto in tle je, bom rekel, naša prednost. Ne? Stanje v vinogradih torej zaenkrat kaže na solidno letino. Kakšna pa je situacija v oljčnikih? V zadnjem času je bilo v oljkarskih krogih slišati, da se ponekod ponavlja predlanski scenarij, ko so se plodovi naenkrat posušili in odpadli. Kaj o trenutnem stanju v oljčnikih pravi stroka? Ja, bom rekla, ob cvetenju je izgledalo zelo, zelo obetavno, tudi še kakšen mesec nazaj je bilo zelo obetavno. Zdaj pa se po terenu dogaja to, da so se oljke začele sušiti, kar marsikaterega pridelovalca skrbi. Tako da, in bom rekla, pred nami sta še kar dobra 2 meseca, tako da bo za končne cene vsekakor potrebno počakati. Torej odpadajo plodovi. Zakaj? Zdaj mnenja, zakaj odpadajo, so različna. Nekateri pravijo, da je zaradi suše, nekateri zaradi pomanjkanja hranil, nekateri stavijo na marmorirano smrdljivko. Na Inštitutu za oljkarstvo pa ugotavljamo, da gre predvsem za velika nihanja v temperaturi v zelo kratkih obdobjih. Ker vemo, da v začetku julija smo imeli razpon v enem tednu v 10 stopinjah. Torej, zaradi nihanj se potem oljka pravzaprav brani na tak način, da zmanjša plod. Ja, v bistvu oljka je v nekakšnem temperaturnem stresu in obdrži samo tiste plodove, ki so najboljše razviti, ki so se optimalno razvili, tisti plodovi, ki pa niso bili deležni optimalnega razvoja, pa jih odvrže, ker se bori v bistvu, da ohrani najboljše plodove. Kje opažate, imate kakšen pregled, kje vse se to kaže danes?
V bistvu se na različnih legah, ne pa na vseh. Seveda je to odvisno zelo od agrotehnike, ki jo sam pridelovalec izvaja, od samih tav, od same mikroklime na posameznem oljčniku. Tako da neke splošne ocene je zelo težko narediti, da bi rekli, da se to v povprečju dogaja v vseh oljčnikih, je to zelo odvisno od posameznega oljčnika, pa tudi od sorte. Kakšen nasvet imate morda? Obstaja kaj, kar lahko oljkarji naredijo, da preprečijo to? Zdaj, bom rekla, na vezi smo tudi s tujimi državami, kjer se ta pojav tudi pojavlja. Že v mesecu maju so o tem poročali na Portugalskem, v Španiji imajo probleme s tem, Italija, v glavnem Libanon, povsod se to dogaja. Zdaj, kako se boriti proti stresu, vemo, da moramo biti v dobri kondiciji, tako človek kot tudi sama rastlina. Čim boljše poskrbeti za samo rastlino. Na trgovskih policah se pojavljajo tudi preparati, vendar kaj več o tem vam jaz iz naših izkušenj z inštituta ne morem povedati, ker raziskav na tem področju še nismo opravili. Torej, tukaj smo sedaj v oljčniku v Izoli, ki ga uporabljate za testiranje. Kje imate še oljčnike v uporabi, kje vse v bistvu upravljate vaše delo? V bistvu vsak teden obhodimo 20 oljčnikov in pregledamo stanje v teh oljčnikih. Poleg tega imamo pa še 5 drugih lokacij oziroma 7, kjer izvajamo tudi naše raziskave, predvsem iz področja namakanja in sušnega stresa. V letošnjem letu pa smo tudi zasadili prvi nasad in upamo, da bomo tudi ga čim prej uradno otvorili. Tudi pridelali olje, ki bo potem šlo v prodajo ali kako? Zato bo pa potrebno še počakati, saj so oljke v bistvu bile letos zasajene, tako da so pa prve oljke, bom rekla, prvi plodovi pa so že vidni na samih sadikah. To odpadanje, mislite, da se je zdaj zaključilo ali je še možno, da se v naslednjih mesecih zgodi? Mi natančno ta pojav spremljamo že od leta 2021, takrat, kadar je bila huda pozeba in je bilo to odpadanje res ekstremno. Ugotavljamo, da se to nekako umiri po trdenju koščice, približno še enih 14 dni se bo, ampak je že zdaj opažen trend, da se to v bistvu zaključuje. Torej, kmalu se bodo lahko oljkarji vsaj oddahnili, to, kar je na drevesih, bo najbrž ostalo. Pridejo potem drugi razlogi v mesecu avgustu, zakaj lahko oljke spet odpadejo oziroma plodovi spet odpadajo, predvsem mol in oljčna muha lahko temu botrujejo, da bojo spet deležni, ampak ne v takem obsegu. Predvsem se ocenjuje, da približno največji del plodov odpade v tem, bom rekla, zdaj prvi fazi razvoja plodov. Je še kakšna druga bolezen, ki je mogoče potrebno biti pazljiv, poleg pač muhe in teh škodljivcev živalskih? Je še kaj? Naj poudarim, da s klimatskimi spremembami prihajajo tudi nove bolezni, novi škodljivci. Jaz bi predvsem izpostavila marmorirano smrdljivko in pa pavji oko, sicer ne v tem obdobju, ampak tako bom rekla, to so tisti glavni. Seveda so pa tudi vsi drugi, ampak te mislim, da so najbolj gospodarsko pomembni za naše območje. Še eno vprašanje. Se morda vidi, če ste že to ugotovili, razliko med ekološko pridelavo in konvencionalno, mislim, integrirano najbrž, ne? So kakšne razlike v teh dveh različnih pristopih, potem tudi v rezultatu, kar se tiče povezanosti s tem odpadanjem, sušenjem? Dejstvo je, da
pri ekološki pridelavi si približujemo čim bolj naravnemu ravnovesju in tudi vnos hranil, fitofarmacevtskih sredstev je manjši in na dolgi rok rastlina doseže neko ravno ravnovesje, kar se bo izrazilo v manjšem pridelku. Ampak dejstvo pa je, da stremimo vsi k temu, da imamo zmeraj bolj trajnostno in okolju prijazno pridelavo. Tako da so manjši pridelki, ampak okolju bolj prijazni. Torej v vašem oljčniku, ki ste ga pravkar zasadili, bo ekološka obdelava, pridelava? V bistvu to se še odločamo, ker naš oljčnik ne bo, bom rekla, standarden oljčnik, ampak bo namenjen poskusom. Tako da zdaj se nastavljamo v bistvu plane za bodoče, kakšen poskus dolgoletni bomo nastavili. Saj vemo, da raziskave v kmetijstvu potekajo več let. Idealno bi bilo, da bi imeli raziskavo 7 let, ampak ponavadi nam finančna sredstva te onemogočajo, ampak trudili se bomo, da bomo zdaj postavili dobre temelje za en dober poskus. Tako da vam na to vprašanje žal ne morem odgovoriti za gotovostjo, kaj bomo zdaj se odločili za nadaljne raziskave. Težave v oljčnikih imajo tudi v Kortah. Letos slabo. Kaj se dogaja? Letos slabo v bistvu. Mi smo kmetija, ki je zmeraj imela več črnih sort oljk, ne. Zadnja leta smo sadili precej buge nazaj, ker pač jaz sem ljubitelj takšnih malo bolj ekstremnih olj v smislu elegance, polnosti in tega. Ljubitelj avtohtonih sort. In tako da letos mi pač, ko pravim, belice imamo nekje manj če 40% celotne proizvodnje, imamo pa nekje 700 dreves posajenih. Letos pri nas recimo Maurino je slabo cvel, Ličino sploh ni imel nobenega nastavka, Buga je imela lani toliko, da letos je normalno, da nima nič, kar je pa nekako, bomo rekel, presenečenje ali pa razočaranje. Ko je cvela belica, skoraj nisi videl lista, ne. Je bilo to belo, ne, in tako. Med nami kolegi, bom rekel, smo se tako zafrkavali malo. Če pade polovica dol, bo zadosti, ne. Itak bo ostalo, ne. Je pala polovica in zdaj še od one polovice je pala polovica, ne. Tako da zdaj bomo videli, kaj pač te temperature, kar bojo zdaj naredile, ne. Tako da osebno vidim zelo, zelo slab letnik. Vsaj kar se tiče naših oljčnikov, ne bo dosti za se hvaliti. Čemu recimo pripisujete to? Osebno ne vemo, zato jaz se nisem nikdar toliko po svetu oljkam, da bi šel študirati v neke detajle. Čudno nam je, bil je letnik, ne vem, pred 3 leti, 2 leti, smo imeli letnik, ki je cvelo in je pol palo dol, ne. To bi razumeli, pač temperaturni stres, vodni stres, to bi vse razumeli, to, kar je ratalo pri belici, bi bilo nekako vse razumljivo. Ne vemo pa, zakaj letos sploh črne sorte niso cvele. Ni bilo, sploh nastavka za cvet ni bilo, ne. Zraslo je, poganjki so letos, ne vem, 25-30 centimetrski, s tem, da sploh ni videti nastavka bilo za cvet prej. In to na vseh legah enako? Ja, mi v bistvu imamo oljke na 1, 2, 4 legah in na vseh legah enako. Torej, biodinamični v bistvu postopki tudi niso pomagali, da bi to nekako uravnovesilo tokrat. Zdaj, kar se tiče biodinamike, uravnovesimo zemljo, ne. Uravnovesimo zemljo, mi spravimo dosti več organske mase humusa v samo zemljo, s tem se izognemo nekim vodnim stresom, ne. Pri trtah to se zelo lepo pozna, pri oljkah so bili tudi zelo lepi rezultati. Zdaj pa mislim, da na to zadevo, kar je letos, niti biodinamika ni mogla dosti pomagati, zato ker pa nam je zelo čudno, zakaj ni cvelo, ne. Torej, kaj pa recimo so vam dali kakšne odgovore strokovnjaki, ki se s tem ukvarjajo, ali tudi še nimajo? V bistvu jaz nisem niti še, s tem, kar imam letos po trtah, nisem še niti z nobenim govoril, res da bi govoril strokovnjaki, kaj je, kaj ni bilo, zaradi česa se je to pojavilo. Jaz upam, da bojo, če niso še zdaj raziskovali,
da bodo tudi to začeli raziskovati, ker s temi spremembami, ki se dogajajo tako hitrimi, bomo prišli hitro do nekega zaključka z našim znanjem in enostavno bomo potrebovali njih. Kaj pa, kar se tiče škodljivcev, živalskih recimo, ali pa bolezni, imate tudi s tem težave, oziroma kako se s tem spopadate? Škodljivci živalski, mislite divjad? Ne, mislim recimo muho, ja, pa molja in ostale. Ok, zdaj z moljem mi, da bi imeli neke velike težave, do zdaj nismo opazili. Muha, kar je, kot sem rekel, imamo večino črnih sort, ne? In v biodinamiki v bistvu je še ta zastrupljena vaba nekako prepovedana, ne? Oziroma ni dovoljena, ne bomo rekli, razne v ekstremnih letnikih, tipa 2014 in tako dalje. Mi, ko se borimo proti muhi, se borimo s kavlinom, ne? To je v bistvu glina, ne? Kitajska glina imenovana, to je, uporablja se tudi za izdelavo keramike, ne? Se pravi ploščic, to tle poškropimo, pobelimo rastlino in nekako pač menjamo barvo rastlini, muha tle je zmedena, ne? Dobi tudi neko tako voskasto prevleko, v katero ona težje zabode, bom rekel, svoje žrelo, če tako rečemo po domače. In enostavno to je edina rešitev, ki jo mi imamo. S tem, da kar delamo v velikih napadih, obešamo na drevesa, obešamo steklenice, v katero dajemo vodo, kis, sladkor in pa eno srdelo, rečemo mi, ne. To nekako smrdi in privleče v bistvu muho v samo steklenico. Kar pri tem opažamo, da ogromno ljudi obeša neke steklenice na oljke, ne. Pozoren je treba biti, kar oni pustijo ponovadi odprt čep, ne. Pozoren je treba biti pri tem tle, da v to zahaja tudi čebela, ne. In čebela ima svojo dimenzijo, ne, tako da luknja mora biti manjša od 5 mm. Kar je večje, je lahko tudi, bom rekel, nekako nezaželjeno za čebelo, ker pol tudi ona pride noter in tam noter v steklenici tudi ostane. Boljše pa je stanje v Borštu, ki leži na 353 metrih nadmorske višine. Arsen Jurinčič iz ekološke kmetije Jasa je s stanjem v oljčnikih zaenkrat zadovoljen. Gospod Jurinčič, tukaj smo na vaši ekološki kmetiji Jasa. Zanima me, kako kaže letina oljk za letos? Kako kaže letina oljk za letos? Zaenkrat kaže, bom rekel, jaz sem zadovoljen, glede na to, da nismo imeli tistega velikega osipa pri cvetenju. Je tudi razlog za to, ker imamo tle sigurno 2 tedna zakasnitve cvetenja oljk kot dol pri obali. Tako da zaenkrat, bomo rekli, smo zadovoljni s temi nastavki, kar so zdaj postavljeni, bomo pa še videli do konca, bomo rekli, do konca tega poletja, odnosno pred začetkom obiranja, kakšno bo bilo stanje. Tako. Koliko let že gojite oljke? Gojimo oljke od leta, začeli smo pripravljati teren 94. leta, tako da smo tam, bomo rekli, 95. posadili prve in tako da se ukvarjamo zdaj s tem že skoraj 24-25 let, ne, tako na brzino povedano, da ne študiramo. Torej, od začetka že ekološka pridelava? Ne, v začetku smo bili pač normalno predelovali in to, potem pa smo čuli za to ekološko pridelavo in potem smo rekli, glede na to, da smo na enem takem visokem, ne nivoju, na visokem hribu nad Koprom, ki je 354-358 metrov, smo se odločili, da gremo ekološko, ker tle ni toliko prisotnih teh, bomo rekli, naravnih sovražnikov, ki bi uničevali naše plode. Tako. Torej, kaj posebnega niti ni potrebno početi, ali imate kakšne posebne tehnološke postopke, kar se tiče ekološke pridelave? Ne, gledamo, spremljamo normalno, ko si drugi spremljamo za te muhe in to, naprimer imamo podatke, ki nam pošiljajo, tako da imamo rumene lepljivje plošče, da se ogledamo, če so kakšne muhe. Zaenkrat je stanje v redu, ker vemo, da muha nad 30 stopinj nima rad biti lih na soncu, ne? Tako da mora biti tudi idealno vreme za muho, da napade. Tle pa smo, bomo rekli, imamo to srečo, da ni toliko tega. Evo. Kaj pa glede gnojenja? V ekološki pridelavi gnojite prav tako oljke? Ja, gnojimo lahko samo z organskimi gnojili, to gnojimo enkrat konca februarja, začetek marca in to je to. To potem pustimo, da narava naredi svoje praktično. Ja. V primerjavi z konvencionalno oziroma integrirano pridelavo, ali opazite, povedali so mi, da se pozna ponavadi v količini pridelka. Kako je to pri vas? Zaenkrat tega še nisem
videl, da je ta razlika. Tako da tudi takrat, ko sem jaz šel v ekološko, so mi rekli, da izdelovati kvalitetno olje v ekološkem sistemu, da je zelo težko. Zdaj so ugotovili, da to se da in to še vrhunsko olje. Tako. Je pa odvisno tudi od tega, kakšna lega je. Ne? Tu imate precej v redu lego, imate vsako leto dobro letino. Zaenkrat bomo rekli, da smo zadovoljni z našim pridelkom. Naprimer, ne? Lani je bila malo tiste suše, smo preživeli, bomo rekli, tako da bom rekel, nima na velikih teh, ko bi rekel, razlik pri obiranju že par let, tako da stojimo tam nekje ekvivalentno tam na isti količini. Ne, tako. Opozorili so me, da v bistvu se je letos prihajalo do sušenja ploda in sicer na Inštitutu za oljkarstvo domnevajo, da je največji krivec za to so temperaturne spremembe, velika temperaturna nihanja. Se tukaj pri vas tudi to dogaja? Tle se je zgodilo, samo enkrat se je zgodilo in to se je zgodilo, ne vem, ker je bila ena močna šuša, je bila nekje leta 2001, 2002, zdaj se točno lih ne spomnim, vem, da je praktično odpadel komplet cvetu, je šel dol, tako da ni bilo nobene oljke. To je bilo edini krat. Drugače, zaenkrat smo imeli do zdaj zmeraj srečo, da smo dobili zmeraj zadnji vagon, zadnji vlak smo ujeli, da je prišel tisti dež, da je potem, bomo rekel, dvignil oljko gor nazaj, da smo potem dočakali to obiranje oljk. Tako. Vi se ukvarjate samo z pridelavo oljk tukaj ali še česa drugega? Ne, ukvarjamo se samo s pridelavo oljk, tako da s tem se ukvarjam praktično, kot sem povedal, tam od 94 leta, drugače pa sem bil zaposlen, zdaj pa sem itak v penziji. Drugače ste prejemnik tudi veliko nagrad, so mi povedali, kakšne in kje? Ja, zdaj, tako bomo rekli, imamo en kup teh nagrad, ki smo jih dobili, sploh pa letos, naprimer, zlate medalje v Berlin Goa, potem naprimer največja nagrada, ki smo jo letos dosegli nagrado najboljše olje severne poloble v Parizu, kjer je pač bilo tam v sestavi tele šole Cordon Bluja in teh vrhovnih kuharjev, ki so to ocenjevali, restauratorjev in tako dalje. Tako da zaenkrat ta nagrada je top over the pop. Ja. Torej, v bistvu vaše olje tudi izvažate? Izvažamo, ne, če kdo vpraša, se potrudimo, da mu ga pošljemo, ne, tako. Kakšne količine pa pridelate povprečno, oziroma me zanima, ali se tudi pokaže ta nihanja v letinah, ker oljka vsako leto vendar ne more obroditi enako? Ja, se pravi, tam pride do nihanja, bomo rekli, pridelka, nekje gremo tam nakoli, da ne bomo se dosti ukvarjali z količino, v glavnem tam nekje med 5 do 6 ton, tako naredimo. Ja. Zdaj pač, kakšno leto tono manj, kakšno leto tono več, tako, ne. Super. Koliko oljk imate še to? Imam pa 300 oljk, tako, ja. Od tega prevladujemo, bomo rekli, imamo nekako en miks, ta kuve, kot rečemo, to pomeni, če bi rekli na grobo, 100 dreves belic, 100 dreves ličinotov in 100 dreves maurinotov. In potem naredimo ta kuve, ki pač izgleda zaenkrat funkcionira. Tukaj smo pri maurinotih in izgledajo lepo. Ja, zaenkrat smo zadovoljni, bomo rekli, tako da nimam kaj jokati, v glavnem. Tako da prilično sem zadovoljen, tako. Upajmo, da bo šlo tako naprej, tako da vam želim dobro letino. Tako. Ok, hvala. Kot je videti, so razmere na terenu različne. Nekateri bodo z letošnjo letino, če v naslednjih mesecih ne bo večjih pretresov, zadovoljni, drugi ne. Tako pri trtah kot pri oljkah je pridelek velikokrat precej odvisen od lege, še bolj pa od zdravja samih dreves in posledično njihove sposobnosti ubranitve pred okoljskim stresom. Vsekakor je jasno, da letošnja letina ne bo tako obilna, kot je bila lanska. Na ocene, kakšna bo kakovost olja in vina, pa bo potrebno počakati na jesen.